Zakaj še zaupaš? Je moto oziroma vprašanje letošnjega socialnega tedna. In prav takšen je tudi naslov našega pogovora. Zakaj še zaupaš? Danes se zdi, da v Sloveniji gre vse v napačno smer in da vsi obupujemo. Od cerkve, politike, države, gospodarstva. Kot da smo vsi zapisani propadu. Pa vendar je še kljub temu na mestu vprašanje, zakaj še kljub vsemu zaupamo. Odgovor na to vprašanje bomo nanizali skupaj z našimi nocojšnjimi gosti, ki bodo vsaki svojega področja delovanja odgovarjali, zakaj je vredno zaupati. Odgovore bomo iskali skupaj z gospodom Bojanom Šrotom, županom mestne občine Celje. Gospodom Tomažem Benčino, generalnim direktorjem Cinkarne Celje. In gospodom Jožetom Planinškom, gostiteljem, duhovnikom in direktorjem doma Sveti Jožef. Lepo pozdravljeni in že naprej hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Pogovor bo potekal po posameznih vsebinskih sklopih, ki jih bom s kratkim uvodom napovedal. V sodelovanju ste svojimi vprašanji povabljeni tudi vi, cenjeni obiskovalci. Pa pričnimo najprej pri pojmu upanje. Upanje nas spremlja na vsakem koraku. Bolnik upa, da ozdravi, popotnik upa na lepo vreme, potrošnik upa, da se bencin ne bo podražil, otrok upa, da bo dobil igrače. Skratka, zdi se, da je pomenilo upanja toliko, koliko je človekovih potreb in želja. Kaj pa vam, spoštovani gostje, pomeni upanje, tako v osebnem kot poklicnem življenju? Vprašanje za vse tri, predlagam pa začnemo pri vas, gospod Planinšek. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj, seveda tudi oba nocojšnja gosta. Hvala, da ste se odzvala. Pravzaprav je zame upanje vse, ker v bistvu že sam poklic, ki pravzaprav ni poklic, ki je bolj način življenja duhovnika znotraj življenja in znotraj cerkve, temelji ali pa na upanju oziroma upanje ravno prinaša. In če bi mi ne bilo upanje temeljno in pravzaprav osnova vsega delovanja, iz česar izhajam, in da to tudi prinašam, potem bi pravzaprav že zdaj moral spakirati pa se odnehati ukvarjati s tem. Po drugi strani mi je pa seveda upanje tudi zelo, zelo velik izziv, ker bolj ko smo v času, ki morda marsikdaj izgublja upanje, toliko bolj po drugi strani čutim potrebo ali pa ne nazadnje, če grdo rečem, koristnost mojega dela, mojega duhovništva, mojega življenja iz vere. Bolj ko gre vse narobe okrog nas, ja, toliko več je dela, toliko večje in toliko močnejše in bolj potrebno je poslanstvo in pravzaprav bi se, če pa skoraj tako nekoliko gledam, pač moral potem tistem zavedati in se zavedam, da je dobro, da sem in je dobro, da sem to, kar sem. Mi pravzaprav vsaka tema osmišlja moje delo in nenazadnje je to tudi bistvo krščanskega sporočila, se pravi sej, ker je Bog v Kristusu ne prihaja na ta svet, zato ker je tukaj vse v redu in je polno upanja in veselja nad življenjem in vsega, ampak zato prihaja, ker je marsikaj temnega, čudnega, slabega, razvpitega,
da bi se to razsvetlilo in temu želim slediti. Hkrati pa v tem tudi nekako čutim, da pa po drugi strani vendarle ni tako hudo, da bi bilo treba obupavati, ker če bi velikokrat razmišljam, ves potencial, ki ga imamo in ga usmerjamo v to, kako je, ko govorimo, kako je slabo in pišemo, kako je slabo in prikazujemo, kako je slabo, preusmerili v to in bi s tolikšno energijo govorili, kako je pravzaprav tudi v redu, bi bilo zelo hitro popolnoma drugače. In bi lahko veliko bolj spremenili svet, kot se nam dozdeva. Lep pozdrav tudi iz moje strani, hvala za vabilo na nocojšnjo okroglo mizo, ki ponuja zanimive teme in tudi osebna razmišljanja, ne samo nas treh tu kot sogovornikov, ampak pravzaprav vseh, ki ste se udeležili te okrogle mize. Jaz povezujem upanje predvsem z pozitivnimi stvarmi, s pozitivnimi cilji, ki si jih človek zastavi običajno tako v življenju in upanje pomeni hkrati tudi neko aktivno delovanje mene ali pa kogarkoli drugega. Kot že rečeno, običajno to povezano s pozitivnimi stvari, čeprav se veste, pri Slovencih tudi to ni čisto nujno, včasih tudi kdo upa, da bo sosedo krava crknela ali kaj podobnega. Pravijo, da imamo takšen karakter, čeprav jaz najbolj ga to tudi ne verjamem. Sicer pa, kot že rečeno, je bilo vodoma rečeno, vsi nekaj upamo, recimo bolani, da bo vzdravel, Hazarder, da bo dobil srečo, ampak če malce pomislimo, samo upanje ni dovolj, da se usedeš in čakaš na srečo, kot je v tisti anekdoti, za srečo je potrebno vse srečko kupiti. Se pravi, da je treba biti aktivn in usmerjen k nekemu cilju, ki pomeni tvoje upanje in seveda neko željo, da boš to tudi dosegel. Se mi zdi, da je ravno upanje tisto, kar nekako posameznika, človeka potegne iz včasih takšne situacije, ki se zdi obupna in nerešljiva, brezizhodna. Upanje umira zadnje, pravijo, in verjetno je temu res tako. Najbolj vedo tisti, ki imajo kakšno, ki so imeli, pa imajo kakšno izkušnjo s kako težko boleznjo. Ko je človek zdrav, se ti zdi, oziroma si včasih misliš, vse jaz si tako mislim, če bi jaz bil tako težko bolan, bi se verjetno prej predal, ne? Ampak izkušnje govorijo, da so ravno tisti, ki so najbolj bolani, najbolj borijo in upajo na ozdravitev. Tako da teh težkih časih, ki niso tako težki, tudi jaz se tu strinjam z gospodom Planinškom, nam pa vendarle ostaja upanje na lepši, boljši svet, na lepši, boljši življenje, za kar pa mora predvsem prispevati vsak od nas oziroma mi sami. Ja, dobro večer tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se organizatorjem za vabilo. Zame pravzaprav upanje predstavlja eno osnovno gibalo tako osebnostnega kot splošnega razvoja. Skratki, upanje pravzaprav želja po neki spremembi, kot sta predhodnika povedala, po večini primerov v nekaj boljšega, drugačnega. Brez upanja je pravzaprav se ne zgodilo nič. Kot je rekel župan, sedel bi se in pogledal, kaj se dogaja okrog mene, nič pa ne bi sam naredil. Seveda upanje se spreminjajo tekom razvoja vsakega posameznika ali družbe in so zelo, zelo različna. Upanja, kot je rekel župan, umirajo zadnja. Jaz ne bi rekel ravno, da upanje umre zadnje, ker imamo žal v naši neposrednji okolici, v tej družbi, v tej državi, kar precej ljudi, ki so dejansko upali in se morda ne samo po lastni krivdi znašli v nezavidljivem položaju. Je pa seveda res,
vsak mora pravzaprav sam pri sebi poiskati tisto, kar njemu pomeni nek cilj, ki ga bo lahko uresničil. Seveda, v tehniki radi rečemo, da si moramo pač postavljati merljive in dosegljive cilje. Zdaj, ljudje smo seveda v svojih življenjih včasih preveč zahtevni, preveč pričakujemo, žal največkrat več pričakujemo od svoje okolice. Upamo, da se bo nekaj zgodilo in morda sami v tej lenobi ne naredimo tistega, kar bi lahko. Pogrešam pa v tem trenutku pa ljudi, ki imajo močno voljo, ki bi znali iz te splošno otežene, ne samo finančno-gospodarske situacije, ampak tudi krize vrednot, povleči voz iz blata, da bi jim ljudje zaupali, k temu pojmu se bomo vrnili kasneje, ampak ta dva sta kljub vsemu, ta dva pojma sta kljub vsemu neločljivo povezana. Torej, moje vodilo pri mojem delu je seveda to, da ker pač sem odgovoren za tako velik sistem, za tako veliko število ljudi, je, da pač najdem vedno en izhod, čeprav nam ni bilo vedno najlažje. In predvsem se počutim kot človek, ki mora upanje vlivati tudi drugim, da bo tudi v bodoče dobro in da bodo ljudje zadovoljni odšli domov in lahko preživeli svoje družine. Hvala lepa. Gospod Nemčina je že nakazal naslednjo besedo, ki je tudi v naslovu, za upanje. Slišali smo, upanje je že samo po sebi nekaj aktivna drža, tistega, ki upa. Zdi se, da je zaupanje še toliko, da je potrebno za zaupanje še toliko več napora in energije. Kaj vam pomeni zaupanje oziroma primer izguba zaupanja? Vas, gospod Planišek. Ja, v bistvu gre za zaupanje je pravzaprav popolno upanje, je predaja. Morda bi to najlažje videli recimo z primera očeta in otroka. Oče ima v rokah otroka in tega otroka meče v zrak. Otrok se smeji in se tega veseli, ker v bistvu popolnoma zaupa. Je povsem predan očetu in ve, da ga bo, na njega se zanese in ve, da ga bo oče vedno ujel, zato bo treščil na tla. Ve pa otrok, da lahko trešči na tla, zato bo verjetno, če bi ga nekdo drug metal v zrak, potem kričal, ne bi pustil tega oziroma bi se jokal. In v bistvu to je temeljno zaupanje, kjer pa vidimo, da živimo v času, ko verjetno vsak med nas ve, da se ni ravno dobro kar metati čemorkoli in vsemu, s čemer se srečujemo v naročje in preprosto zaupati. To je strašansko res, pravzaprav moraš čisto vse dvomiti. Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da ni koraka naprej in ne gradnje upanja, če ne zaupaš, če se ne prepustiš. Verjetno je tukaj potrebno dodati še vero zraven, ki gre preko, ker v bistvu, če nas nekaj razočara, ko smo se zanesli, ko smo se predali, ko smo se zaupali, nas to ne sme odvrniti od tega, da se ne bi ponovno in ponovno zaupali. Ker ko se nehamo zaupati, in tem je po moje danes največji problem sodobne družbe, da pravzaprav se nihče ničemur ne prepusti scela. Mi nimamo popolnoma predanih ljudi. Ampak je povsod preračunljivost, povsod je kalkulacija. Malo je zaupanja. In zato je tudi malo pravega učinka. Če bi bilo več zaupanja, več predaje, bi nas sicer velikokrat neslo, ampak mislim, da bi tudi veliko več
dosegli. Jaz sam osebno ne bom upal v zaupanju. Tudi, če me že tolikrat neslo na let, ker se mi zdi, da samo to spremeni tudi druge. Ko se mi popolno predaš, pa ne govori. Dokler kalkuliraš, težko. Torej, zaupanje je nekaj zelo konkretnega. Kako se vi z njim srečujete, recimo, na vašem delovnem mestu? Jaz sem po naravi zaupljiv človek in se mi zdi, da brez tega, da si zaupljiv, sploh ne moreš normalno funkcionirati. Če pogledamo, zaupanje je izjemno pomembno v družini, ker bi vsi v vsakem dvomi in se ne bi zaupali, ne vem, kakšna bi bila ta harmonija. In popolnoma enako je seveda v službi, moja je še malce specifična, kar se tega tiče. Preprosto moram zaupati sodelavcem in zaupam, čeprav se zavedam, da je v bistvu odgovornost na meni. Sistem oziroma zakonodaja pač takšna tej državi, da se na koncu, če kaj narobe, nič ne vprašamo, kateri referenti, kakšno stvar delam, pa za vse odgovorno župan. Ampak, kot že rečeno, brez tega zaupanja si ne znam predstavljati, kako bi funkcionirali. V teh naših krogih je pred leti krožila anekdota o nekdanjem županu Maribora, gospodu Soviču, ki je menda zelo nezaupljiv človek in ljudje so, mislim, vprašanje je bilo, zakaj gospod Sovič nikoli ne piše razglednice od nikode, kamor potuje. Odgovor je bil zato, ker se noče podpisati. Namreč podpis na neko listino pomeni tudi prevzeti odgovornost in brez tega, da zaupaš sodelavce, seveda te odgovornosti ne moreš. Včasih najraje tega ne bi, ampak to gre hkrati z mojo službo, je pa res, da nisem brezmejno zaupljiv, ker potem zelo hitro prestopiš tisti prak, ko se mu reče naivnost in da tisti, ki enkrat zapravi moje zaupanje, si ga težko nazaj pridobi, to je pač prebilo. Jaz imam preko 100 sodelavcev, dolgo časa sem že na občini, praktično vse poznam in ko dobim nek dokument, točno vem, katerega moram prebrati, ker so nekateri pač nagnjeni k temu, da delajo napake in selekcioniram stvari na ta način, da jim ne zaupam in preberem, popravim. In to vedno znova in vedno znova, ampak kot že rečeno, brez zaupanja ne gre, ne v tej službi, pa verjetno tudi v kakšni drugi, ne na splošno življenju. Življenja si ne znam predstavljati, da bi vse dvomov in vseh videl neke zarotnike, potencijalne sovražnike, ne vem, kaj vse. Načeloma mislim, da so vendarle ljudje pozitivni, da nosimo nek genski zapis, da so naša ravnanja usmerjena k pozitivnim ciljem in da si ljudje vsaj v osnovi na začetku to zaupanje tudi zaslužijo. Je pa seveda prav, da potem tudi vse skozi vsakem svojem dejanjem tudi upravičujemo. Hvala. Ja, jaz mislim, da je zaupanje predvsem treba najprej zaslužiti, odslužiti in nenehno potrjevati, tako v osebnem življenju kot v službenem. Za vodje v določenih velikih gospodarskih sistemih se seveda zaupanje nujno potrebno, ker enostavno vsega ne zmoreš sam biti fizično in psihično. Vendarle pa angleški pregovor pravi trust is good, control is better, se pravi, zaupanje je dobro, kontrola je še boljša. Skratka, neka mešanica enega in drugega pri delu mora biti. Zaupanje svojih poslovnih partnerjev, zaposlenih, potrošnikov in vsega ostalo se seveda ustvariš skozi čas z zagotavljanjem tistega, kar si pravzaprav obljubil. Jaz sem imel sreči, da sem zaposlen v podjetju, ki si je ustvarjalo že v prejšnjem časih precejšnjo mero zaupanja in je bilo pravzaprav nam na nek način lažje samo nadgrajevati tako zaupanje. Jaz sem reči, da ima naše podjetje še posebej v tujini status zaupanja vrednega partnerja, zato ne nazadnje še ostajamo in delujemo v mednarodnem okolju.
ampak ne glede na to je pa seveda to treba vedno znova dokazovati. Tako je bilo prej rečeno, če se neko zaupanje prekrši, prekine, je seveda zelo težko vzpostaviti nazaj takšen odnos in takšen tudi seveda odnos med poslovnimi partnerji. Če ti ne izpolniš dogovorov, pa morda tudi ne čisto po lastni krivdi, je seveda zaupanje razrahljano in je seveda treba bolj veliko truda vložiti, da si ga ponovno pridobiš. Jaz sem tudi po naravi precej zaupljiv človek, verjetno pa tudi zaradi tega, ker v lastni osebnem izkušnjah nisem na nekih velikih težav z tem, da bi me ljudje močno razočarali. Niti v poklicnem, še manj pa v privatnem življenju. Zato sem na nek način nepopravljivi zaupljivec. Po funkciji pa predpravljam, posebno moram določene stvari prekontrolirati, ker tako kot je bilo rečeno, nekateri sodelavci pa seveda niso zaupanja vredni, njih je treba vsake toliko časa malce spodbuditi. Mogoče sam, če se vrnemo iz točnice gospoda župana, če nekdo izgubi zaupanje, recimo podrejeni, verjetno je razlika, če naredi napako nenamenoma, ali pa iz nekega drugega vzgiba, verjetno. Glede, vsi smo ljudje, tudi na svoje sodelavce ne gledamo na vse enako. So sodelavci, ki si lahko privoščijo malo več napak, zaradi tega, ker v svojem entuziazmu, v obilici dela in vsega tega naredijo tudi kakšno napako. Sigurno pa, da se pri tistih, kjer se pa napake ponavljajo, pravzaprav zaupanje popolnoma izgine. In jaz ne moram reči, da ne damo nobenemu, mislim, vsem damo mi priložnost, da popravijo svoje napake, vendar pa seveda treba razlikovati posamezniku je njihov pristop, odgovornost, ker pač vsi te lastnosti nimamo prirojene, nimamo enako. Gospod Planinšek, izgubljeni sin je popolnoma izgubil zaupanje, oče izgubljenega sina je izgubil zaupanje van. Kaj pa vi gledate recimo to, da se nekdo povrne zaupanje? No, jaz mislim, da oče ni izgubil zaupanje izgubljenega sina. Od daleč ga je zagledal, ko se je sin nazaj obrnil, kar pomeni, da ga je skozi sledil. To, kar je oče v priliki izgubljenem sinu, bomo imeli težko. Moramo pa v temu težiti, ker je tam na delu tudi ljubezen. Namreč, če gradimo samo seveda na upanju ali zaupanju, bomo slejko prej kapitulirali. Če pa dodamo potem še ljubezen zraven, potem pa te stvari nastanejo pač malo drugačne in v tej priliki izgubljenem sinu se mi zdi, da je ravno to tisto odločilno. Kar pa se mi zdi po drugi strani, da pa je na nek način in mislim, da tega bi pa potrebovali v sodobnem svetu čim več, da nam ni nič človeškega tuje. To pomeni razočaranje v naših medsebojnih odnosih del našega življenja. In če nam odzame upanje, ker nas je nekdo razočaral, pol je tudi z nami konc, pa so pa oba končala. To pa ne vem, če ima smisel oziroma kakšna perspektiva je tukaj. Tako da se je treba verjetno vedno znova preko tega, ker samo po tej plati lahko koga dvignemo, obupati ne smemo. Ker smo potem nad njim obupali, pravzaprav nimamo več upanja. Gospod župan, koliko priložnosti daste? Neomejeno. Ko govorimo o napakah in s tem zvezi izgubljenem zaupanjem, moramo ločevati med tistimi drobnimi napakami, ki jim rečemo šlamparije in so pač posledica nekih osebnih lastnosti in pa napakami, ki jih nekdo naredi in ima lahko usodnejše posledice. S tem, da je normalno in človeško, da tisti, ki dela, tudi kdaj greši oziroma naredi napako. Jaz celo mislim, da se da zelo dobro ločiti, katere napake so posledice premajnega strokovnega znanja, premalo angažiranja, šlamparije, katere so mogoče celo malce namerne, tudi to je možno,
katere so res tiste iz kategorije čisto človeških napak, ko se včasih moraš odločiti belo-črno, pa se narobe odločiš. Žal je trenutno v javni uporabi stanje, da bi morali imeti zaposlene ljudi, ki ne delajo napak. Vsaka napaka, ki jo naredi javni uslužbenci, je pravzaprav pa naše kriminalno dejanje. Za razliko recimo od napake, ki jo naredi sodnik, ko spreme napačno sodbo. Višje sodišče to sodbo razveljavi in sodnik praktično zato ne trpi nobenih posledic. Takšno stanje, ko se, jaz to vidim pri mojih sodelavcih, tudi 15 let že to spremljam, to stanje se slabša, vodi v to, da se ljudje pravzaprav izogibajo sprejemanjem nekih odločitev. Ker manj, ko delaš, manj možnosti je, da narediš kakšno napako. S tem pa na drugi strani nastaja veliko večja škoda, kot bi sicer nastala, če vsake toliko časa ti pač zgrešiš kaj in kakšno napako narediš. Tako da, jaz sem reči, imam zelo visoko stopnjo zaupanja tistih 101 sodelavca, ki jih imam v tej ožji upravi in da imam dobre sodelavke in sodelavce. Vem, da kdaj naredijo napako, je normalno, da naredijo, vem pa, da so to nenamerne napake, pač posledica nekih pomanjkljivih informacij v procesu odločanja, tudi precej zapletene in zbirokratizirane države. Praktično vsi upravni postopki, vsi ti procesi pri nas so izjemno zahtevni. Jaz sem po izobrazbi univerzitetno diplomiran pravnik, ampak vam povem, če bi moral kadrovske zadeve urejati v taki lokalni skupnosti, kot je mestna občina Celje, ko gre za suhoparno tematiko, izjemno pedantno določeno. Vam bom povedal primer, pride inšpektorski sistem javne uprave pregledati, kako so pri nas stvari narejene. 70 strani zapisnika napiše, gosto tipkanega, brez enega odstavka, brez presledka. Vse to ne moš prebrati, prvič sem se vprašal, koliko to sploh napišeš, drugič pa tega ne moš prebrati, če si normalen človek in čemu to služi. Ampak potem, ko sem malo preletel napake, names JP, to je pač oznaka za neko delovno mesto, 1025 bi morali pisati JP 1023. Gorazna napaka, Življenje se bo stavilo zdaj zato, ko je tako napako nekdo naredil. Nesmiselno, Iščemo tiste, kaj rečemo, dlakocepske stvari v nekem sistemu, ki sploh ne pomeni nič za funkcioniranje tega sistema. To je verjetno problem, enkrat sem delal tudi na enem takem predavanju, problem vseh postsocialističnih držav, da so prekomerno normirane. Mi imamo v tej državi, se to tudi sami poznate, vse predpisano. Še praktično to bi lahko predpisal, s katero roko se lahko je in kakšno orodje se tudi kakšno kosilo uporablja. Jaz sem šel enkrat gledati za vrtce, smo hteli malo racionalizirati stroške. Vrtci so velik strošek našega proračuna, 15% proračuna namenjamo zgolj funkcioniranjem vrtcev. In ko zašel gledati te podzakonske predpise, tam je res točno navedeno, koliko žlic moraš imeti, pa te krožni popolni. Prvič, nekdo je to delo, da je tak predpis naredil. Drugič, nekdo hodi potem to še kontrolirati. Država, vrtci, občina, pa zaradi nič boljše ne funkcionira in državljanke in državljani zaradi tega nič boljše ne živi. Zdaj sem malo skren, ampak nas politike rado zanese se. Tako, če smo zdaj govorili o tem upanju in zaupanju na bolj osebni ravni, pridemo zdaj na drugi sklop in sicer zaupanje v institucijo. Zaupanje Slovencev v institucije, državo, gospodarstvo in ostale organizacije je ključno za demokratično urejeno družbo. Lahko rečemo celo drugače, da urejenega življenja brez institucij ni. V Sloveniji smo priča velikemu nezaupanju institucijam, kar nakazuje tudi tale graf, ki vam ga bom zdaj pokazal. To je graf iz junija 2003, ki kaže stopnje zaupanja v posamezne institucije. Rdeče številke pomenijo, rdeča barva pomeni nezaupanje, zelena pomeni zaupanje. In Slovenci v tej raziskavi
najbolj zaupamo zdravstvu, vojski, Komisiji za preprečevanje korupcije in predsedniku republike. Če preberem, komu najmanj zaupamo, daleč najmanj zaupamo političnim strankam, državnemu zboru, Banki Slovenije, sodiščem, vladi, sindikatom in potem že kar cerkvi duhovščini. Pa začnimo pri najbolj tisto, kaj najmanj zaupajo ljudje, gospod Žaban, tudi kot politik. Kakšen je vaš komentar na to nezaupanje v stranke? No, meni se zdi, da tale graf zelo natančno pove, da smo Slovenci zelo nezaupljivi ljudje. Mislim tudi, da je rezultat tega grafa pač rezultat nekega javnega mnenja, ki se kreira, seveda predvsem preko medijev in ne toliko rezultat lastnih slabih izkušenj, ki jih imajo državljanke pa državljani s katero od teh institucij. Meni je nelogično, da je Banka Slovenije tako nizko, ker Banka Slovenije je 20 let institucija, ki je uživala najvišjo stopnjo zaupanja. Tudi mi ni logično, zakaj ljudje Banki Slovenije, verjetno to povezano z vsemi ostalimi bankami. Ne? Mi je tudi nelogično, da pa tako visoko so pa mediji. Ne? Jaz jim recimo ne zaupam. Moram povedati tudi zakaj. Ne? Ker smo v samem sebi v teh 15 letih, odkar upravljam funkcijo, prebral toliko stvari, da sem bil sam sebi presenečen. Hočem povedati, da če bi, jaz sem to že velikrat tudi javno rekel, če bi jaz upravljal svojo službo tako, kot jo upravljajo mnogi, ki so zaposleni v medijih, bi bil praktično vsak dnevni gost tam na tistem objektu, ki je čez cesto od občine, tožilstvo pa sodišče. Verjetno je ta graf, jaz sem prepričan, da je res rezultat nekega javnega mnenja, ki je v Sloveniji pač zelo črno. Popolnoma nelogično je, da ljudje najmanj zaupajo političnim strankam, hkrati in pa zaupajo najbolj odgovorne odločitve te države. Politične stranke oblikujejo državni zbor, vlado in vse ostalo. In dejstvo je, da politika v veliki meri sprejema odločitve, ki pomembno vplivajo na naša življenja. Zdaj pa sprejemajo jih pa ljudje, ki niso vredni zaupanja. Kako to spremeniti, mi ni najbolj jasno. Res je, da se v redko kateri državi, vse koliko res poznam, tako grdo govori tudi v javni besedi ali po televiziji, po časopisih, radijih sploh, o politikih, vseh vrst. Toliko nespoštovanja do nekega poklica, ali pa do neke funkcije, kot je v tej državi redko, ki je srečaš. Bom povedal na izkušnjo, pred leti, ko sem bil v našem partnerskem mestu Grevenbroich v Nemčiji in sem hodil 3 dni z županom tega mesta, nihče ga ni poklical po imenu. Vsi so ga poklicali Herr Oberbürgermeister. Od malih otrok, ko so ga na ulici srečali, so ga pozdravili dober dan, Herr Oberbürgermeister, do vseh ostalih. Zadnji dan sem slišal eno gospo, ko ga je poklicala po imenu Teo. In sem vprašal, kako to? Ja, je rekla, gledajte, župan nekega mesta je tako kot predsednik neke države, se mu predstavlja mestne prebivalce tega mesta, mi smo spoštljivi do njega, jaz pa sem že prijateljica z njimi iz otroštva in ga tudi lahko v imenu pričam. Pri nas je zdaj, rekel tak, moderno, pluvati po vsem in po vsakomur, še najboljš po politikih, tudi če kar nasplošno po politikih pluvaš, tako noben ne oglasi, ker ne veš, kam je tisto letelo, mislim pa, da je to popolnoma narobe. S tem tudi povzročamo, da se bo malo tistih sposobnih, kvalitetnih ljudi še manj odločilo za politiko. In bi vendarle morali težiti k temu, da se bodo s politiko ukvarjali zaupanja vredni, predani, pošteni, sposobni, izobraženi ljudje. Jaz sem enkrat dal na izjavo, da je politika najkrajša pot, da prideš od statusa uglednega in cenjenega prebivalca nekega okolja do statusa lopova in barana. Popolnoma nerazumljivo. Kandidiraš za župana, zato rabiš nek ugled, neko izkušnje,
skratka, moraš imeti neko zgodovino v svojem življenju. Tisti trenutek, ko pa nastopiš to funkcijo, si pa potencijalni lopov, ker itak vsi, ko imajo kaj upravka z javnim denarjem, so lopovi, samo dobiti jih ne moramo. Skratka, ena nerazumljiva transformacija, ki se zgodi čez noč. Škodljiva in popolnoma napačna. Verjetno bi se v takalem grafu morali zamisliti vsi skupaj, še posebej pa tisti, ki kreirajo javno mnenje. To je pomembno, mediji so četrta veja oblasti, pravim s temu, ampak kakšno mnenje kreiramo ali pa kreirajo, če vzameš, recimo, časopis Slovenske novice, ki je, kot vemo, najbolj bran časopis Slovenije, pa pogledaš prvo stran, pa piše, z biljardno kroglo mu je razbil glavo, pa drugi naslov, umrla 8-letna deklica, tretji je naslov pedofilo do smrtni zapor, pa je še tam članek, zdaj, če ni slovenskih, so itak uvoženi, to se je zgodilo v Ameriki, sodijo nekomu, ki je bil z ženo in tako naprej. Skratka, cel časopis se na same črne novice, če ni domačih dost, pa še kakšne ruske, pa ameriške, pa ne vem kake, in ljudje to dan na dan berejo in se nalaga. Če bi vprašali ljudi, kakšna je stopnja kriminalitete v Sloveniji, bi vsi rekli grozno, obupno, ogromno imamo kriminala. Jaz se spomnim, nam pridejo policijske postaje vsako leto prikazati svoje delo, nas o tem informirajo na mestnem svetu in zelo zanimivo je, da stopnja kriminalitete že več kot 20 let pada in imamo manj, kot smo imeli včasih, ko so še v unem sistemu, socialističnem. Percepcija ljudi pa je, da je vse skupaj sam kriminal, ogromno njih umorov, ne vem čega. Zato, ker smo lažje dosegljivi preko različnih medijev. Se veste, včasih je bil en televizijski program, pa dvoje Zeitung, pa ne dve radijske postaje. Danes dnevno bombardirajo s temi informacijami preko cele vrste radijskih postaje, časopisov, spletnih medijev in tak naprej. Percepcija ljudi je pač taka. To se mi ne zdi dobro za našo prihodnost in za nas Slovence. Jaz, če grem po svetu, si vzamem kakšen lokalni časopis, tega tam ne boš videl. Pa sem bil pred časom že v Londonu, pa vzamem tudi malo tiste rumene časopise. Se bolj ukvarjajo, kak Kate Middleton zgleda, pa kak druga pevka, pa te podobne stvari, ampak ne pa tako pa nas, sam kriminal in črna kronika. Če bi jaz kot tujec prišel v Slovenijo, pa recimo, da bi znal slovensko, pa bi tule na 2 dni televizijo gledal, pa še kakve Zeitunge vzel v roke, bi rekel, pa tu je hujško, ne vem, v Somaliji ali pa v Kolumbiji, jaz iz te države grem, tukaj ne morem, tu je nevarno za mene, tu ni za živeti. Jaz že dolgo ne gledam več informativnih oddaj na televiziji, ker me preprosto jezi. Oboje so enake, namesto da bi nacionalka vendarle držala nek koncept informiranja javnosti na nek objektivni način, ampak če čisto odkrito pogledamo, kako izgledajo naše informativne oddaje. Najprej, kaj se je zgodilo v domači politiki, potem, kaj se je zgodilo v svetovni politiki, potem, kaj se je zgodilo v Ljubljani, ko da mene zanima, če so v Ljubljani tiste rumene črte zida, risa ali pa ne vem kaj še. Za ostalo Slovenijo boste pa našli samo, kje je kdo koga ubil, kje je kakšna prometna nesreča bila, pa kje so koga zaprli, da so bili. Ostala Slovenija pa črna kronika. Jaz se spomnim otvoritve našega regijskega centra za ravnanje z odpadki. Na komercialni televiziji o tem ni bilo niti besedice. Edini tak projekt v Sloveniji, 50 milijonov vreden, narejen z evropskimi sredstvi. Pilotni projekt pravzaprav o tem niti besedice. Novinarka pa kampira pred sodiščem praktično tam vsak dan. Kot da se v celju sam to dogaja. Tako da stvari niso take, kot jih ljudje zaznavajo. Moram pa za konec tudi malo samokritično povedati, da pa imajo celo mogoče nekateri politiki interes, da imajo ljudje tako slabo mnenje. Vse veste, manj bo novih obrazov, pa stari ostanejo tam, kot so. Mi imamo, jaz
samokritično povem, imeli nesrečo v tej državi, da smo začeli svojo lastno pot za relativno mlado politično garnituro. Od predsednika vlade, ministrov sveta, recimo zunanji minister je bil takrat star nekaj čez 30 let. Obrambni tudi, ne. In ta generacija politikov, ki je takrat začela svojo kariero, zdaj po 20 letih prišla v svoje najboljša leta. Zdaj pa, ne vem, novinari, pa tisti, ki bi tudi radi bili politiki, ne, pa pozivajo, naj grejo, kaj če je človek pri 55 letih, 20 let je bil uspešen politik, kaj še hočeš delati v življenju? Jaz ne vem, vse politiki so nezaposljivi, v firmo ne moreš iti, verjetno v svojem poklicu nisi več uporaben in se bojim, da dokler mati narava ne bo svoje naredila, ne, dokler pač ne bojo ti ljudje šli v penzijo, ne bo novih obrazov, jaz mislim, da ne. V vseh normalnih demokratičnih državah pridejo ljudje na pomembne politične funkcije, veste, tam nekje med 50 in 60 letom, ko imaš življenjske izkušnje, znanje, tudi nekaj kilometrine v politiki. Mi delamo katastrofalno napako že več kot desetletje, da za ministre imenujemo neke strokovnjake, kao strokovnjake. Jaz se spomnim prejšnjega ministra za okolje in prostor, ki je bil predstavljen univerzitetni profesor kot strokovnjak. Za takšen resor ni strokovnjaka na tem svetu, ker v okolje in prostor spada tako urbanizem, kot meteorologija, varstvo okolja in ne vem kaj še vse ne. Minister je povsod po svetu politična funkcija, ki mora imeti, politični funkcionar, ki mora imeti menedžerske sposobnosti. Veste, če postavite za ministra profesorja, ki celo življenje komandiral sebe, pa mogoče še imel kakega asistenta, pa še to ne, zdaj pa postane šef enega ministrstva, ki zaposluje 1200 ljudi, kak lahko pričakuješ, da boš iz frizerskega salona začel voditi Cinkano. Ne gre. Ne gre. In to delamo že več kot 10 let. Jaz sem že takratnemu predsedniku vlade, ministru Loku, rekel, da naj kar vlado ukinejo in na Ljubljanski univerzi naredijo katedro za vladanje, ker so bili vsi vzhičeni, koliko ministrov pa profesorjev, doktorjev znanosti. Imam veliko spoštovanje do njih, ampak v politiki pa niti eden izmed njih ni naredil nekega vtisa name. Pa verjetno tudi še nekoga drugega ne. Mi smo si s tem naredili veliko škodo se delamo tudi naprej. Vse veste, kak so profesori. Teoretiki, nagnjeni eksperimentiranju in nimajo praktično nobene karierne odgovornosti. Danes sem minister, si še svoje CV to napišem, jutri grem pa nazaj na univerzo. Mi je pač vse eno, ne? In se to dogaja že več kot desetletje in ni čudno, da je politika tam, kot je, in ni čudno, da je država tam, kot je. Zdaj sem bil že malo. Hvala. Gospod Planinček, Cirkov je tudi kar bolj na rdeči strani, mislim, negativni. Po tem grafu, ne, rdeč. Vaš komentar? To je sicer dobro, ker gorje vam, kadar vas ne bodo preganjali za sramovanje in podobno, tako da to je znamenje, da smo kar na dobri poti. Ampak mislim, da je seveda stvar malo bilo treba tudi drugega vidika gledati, da je tam mišljeno evangelsko predvsem v resnem preganjanju, ampak zaradi nagovora, kar je tudi marsikdaj del, ne, ker govor danes o nekih moralnih vrednotah ni ravno simpatično, ne, če bi neka stranka politična začela nekako uvajati tradicionalne vrednote, bi verjetno hitro zgubila oziroma šla iz parlamenta. Pa vsi vemo, kako je to zelo, zelo pomembno. Zato tukaj vidimo neko, bi lahko rekli, vsaj izvedeno perverznost. Pri nas so neke stvari povsem zmedene. Glejte, če gledamo, imamo 15% pozitivno razpoloženih do cerkve, recimo, če lahko tako rečemo, ne? Pa 60% negativno. Verouk je prostovoljna zadeva. Se pravi, se starši odločajo za verouk pač prostovoljno.
imamo pa približno 70% otrok v Sloveniji pri veru. In tukaj nekaj absolutno narobe. 50% jih je preveč. Ker jih starši pošiljajo v neko ustanovo, ki jim ni simpatična, ki jo kritizirajo in po kateri pljuvajo. In ni čudno, da pač si vzgajamo potem neke schizofrene ljudi, ki nekam morajo hoditi in bi lahko tja hodili samo, če je tisto, kamor hodijo, vrednota za tiste, ki jih pošiljajo. Če pa ni vrednota, potem pa najraje jih primir pustijo, pa doma imajo, ali pa jih dajo kam drugam. Ali pa je statistiko nekaj narobe. Stvari ne grejo skupaj enostavno. Čeprav, po drugi strani pa moramo reči, da tej situaciji, taki kot je pri nas, veliko pripomore tudi cirkus sama, ampak cirkev. Spet, kaj je cirkev? Gotovo, da imamo pred seboj mariborsko nadškofijo, pa še tukaj ne moramo imeti kar mariborske nadškofije. Je treba pač neka konkretna imena, ki so več ali manj jasna. Hkrati pa verjetno ta imena včasih tudi izbrana od inštitucij, ki neformalnih zelo uživajo v tem, da je cerkev nesimpatična in so verjetno lahko še pri tem kaj pomagale, tako da tukaj se ni delati kakšnih velikih utvar. Seveda pa pri tem igrajo, kot je gospod župan jasno rekel, zelo, zelo veliko vlogo pa mediji. Vzamete recimo samo čisto konkreten primer Nedeljskega dnevnika, pa ne vem, če ste brali, kako je Rode postavke, Rode pa zelo priljubljena tema, ljubljanski nadškof. In tam lepo opisujejo ta Aleksandar Lucu, kako so rodeti izropali rodico, potem pa šli čez mejo, mimo Vetrinja, ker oni so vedeli, da bi bili tam vrneni nazaj v Slovenijo na Teharje, kar v špital, ker jih je bajuk čakal z gimnazijo. To je članek. In to ljudje berejo in zanimivo, presenetljivo, tudi ljudje, ki jim je cirkus sicer blizu, kar verjamejo. Niso pa brali tega, da je en rodejtov brat na Teharjah bil bit, da je drugi bil mladoleten, pa je bil potem slučajno izpuščen, imel srečo iz Teharji. Ne vem, kako je na Teharji prišel, če so šli oni kar mimo Vetrinja. Problem je pa nas v tem, da ljudje preprosto skoraj da nič več ne mislijo. In v tem je težava. In nobeden ni identificiran z nekimi določenimi stvarmi. Cirkev. Kaj je cirkev? Ja, vsi, ki smo krščani. Poslušajmo medij, recimo radio, za kakšne vem novinarji, da so katoliški. Pa bodo rekli, kristjani danes praznujejo Božič, a on pa ne. In to je naša težava. Tudi, kot smo slišali prej, ista težava s politiki. Sem bil v Gradcu pol leta ali pa 2 semestra in so prihajali na knjizke slovesnosti kakšni ljudje iz župnije, kdaj, in so bili presenečeni, mi pa imamo kar zanimivo faro, ker je bilo toliko tam tehle poslancov. Kar govoriti počez čez cirkev ali pa čez parlament ali pa čez karkoli, pomeni pljuvati po samem sebi. Samo to pa nobeden ne misli, tako pa nobeden ne razmišlja, kot da je to nekaj zunaj nas. Te integracije človeka v inštitucijo ni. Ni te, to, kar smo prej rekli, zaupanje, predanosti, ko si znotraj. Mene, če nekaj narobe boli in bi moral tako doživljati stvari, in tega nam, tudi kristjanom, manjka, in v tem smislu se mi zdi, da smo si tudi sorazmerno sami krivi za tako sliko,
kot jo pač imamo. Inštitucije bi naj bile v službi ljudi, pa tudi gospodarstvo. Kako ste vi kot gospodarstvenik zadovoljni z temi institucijami, z odzivom institucij ali pa recimo birokracijo? Ali vas bolj duši ali vas spodbuja? No, naš primer je, govoril, še malce bolj zapleten zaradi kompleksnosti podjetja in težav, ki jih imamo z samim bivanjem oziroma sobivanjem v okolju. Jaz moram reči, da mi kot podjetje smo v veliki večini zadovoljni z sodelovanjem z institucijami. Ne zato, ker je to zraven župan, ampak predvsem z sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi, ne samo z občino, ampak tudi z določenimi krajevnimi skupnosti, s katerimi imamo opravka. Malo manj smo seveda zadovoljni z splošnim sistemom, predvsem z nekaterimi oddelki na ministrstvih, ki postavljajo vedno znova omejitve in omejitve so bolj papeške od papeža pri implementaciji evropske zakonodaje. In človek včasih podvomo, jaz sem morda ne moram ravno čisto strinjati, da so samo dobri ljudje, velika večina ljudi v javni upravi, dobrih strokovnjakov ali pa vestnih delavcev. Jaz mislim, da sodelavci v javni upravi bi tudi morali imeti malo širše izobrazbe, bi morali pravzaprav na zadevo pogledati kompleksno. In pa predvsem temu, kar mi pogrešamo, je to, da se javna uprava ali pa državna uprava, ministrstva ne zavedajo, da morajo biti nam v pomoč, ne pa odmoč. Da mi smo v povprečju zadovoljni že, če nam ne pomagajo. Ni treba, da nam pomagajo, ampak če samo ne nagajajo tam, kjer za to ni potrebe. Mi smo podjetje, ki se ni, vsaj odkar je Slovenija samostojna, nikoli znašlo v situaciji, da ne bi moglo izplačati plač, da ne bi moglo izplačati davkov, prispevkov, kakorkoli plač. To je seveda posledica, da je podjetje dobro, da je bilo v zadnjih 20 let relativno uspešno, ampak hočem povedati to. Pred kratkim nas je obiskala davčna inšpektorica, veste, da ima Slovenija, mislim, da 1,4 milijarde neiztiranih davščin, ki je na enem predmetu, ki je vreden morda nekaj, mogoče 5-6 tisoč evrov, pri nas preživela 14 dni. Hočem povedati to, da ne znamo ločiti zrno od pravel, da seveda gremo tam, kjer je morda še moč kaj dobiti, ker verjetno od cinkarne se še kaj dava dodatno da pobrati, od SCT-ja, ki ga ni več, verjetno ne, ali pa cestne mostovi, Celja, ali kakorkoli pač. Skratka, mi, kot sem rekel, podjetje kot tako mora zaupati v institucije, ker nam drugega ne preostane, čeprav prej sem rekel, da nisem imel sam kot tak veliko neugodnih izkušenj in zato lahko še naprej zaupal. V tem vprašanju sem se pravzaprav spomnil kar nekaj stvari, kjer bi pravzaprav že davno lahko izgubil zaupanje, vsaj nekatere dele našega, ne samo ministrstva, ampak tudi sodstva, da ne rečem tudi določenih carinskih služb. Hvala. Kako pa lahko lokalna skupnost, gospod župan, pomaga, recimo, podjetjem? Ja, če dali manj, da se misli, da bi malo prišlo situacijo, da bi morala podjetja nam pomagati tista, ki še bi lahko. No, mi predvsem skušamo biti dober servis gospodarstvu, ki deluje na območju naše lokalne skupnosti in pa nuditi kvalitetne storitve po najnižjih možnih cenah. Govorim predvsem o komunalnih storitvah. Mestni občini imamo recimo pri vplačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča že dolgo časa takšno politiko, da
podjetja, predvsem iz proizvodnih dejavnosti, plačujejo najnižje nadomestilo. Enako velja tudi za staro mestno jedro. Recimo trgovski centri pa imajo daleč najvišje nadomestilo po kvadratnem metru. Se bojim, da če bo država sprejela zakon o davku na promet nepremičnin, vse izgleda tako, da ga bo, ker se pač polni prazna državna malha, da bo to še en dodatno udarec za naše gospodarstvo in da so ti modrijani v Ljubljani, ki so pripravili ta zakon, to preprosto spregledali. Mi smo delali simulacijo, naj povem primer za poslovni prostor na Prešernovi, v Celju, kjer je zdaj nadomestilo, ne vem, na letnem nivoju tam okoli 220 evrov, po novem zakonu bo ta znesek približno 1200 evrov, 5-krat več. Enako bo seveda tudi za take gospodarske subjekte, ki so pomemben generator razvoja, ki vlečejo voz tega gospodarstva v Celju regiji, kot je Cinkarna, tudi Štore, Stil in še kateri od njih verjetno doživeli nekaj podobnega, ker mi sicer nismo delali preračunov, ampak se bojim, da bo hudo. Sicer pa naj povem eno resnično prigodo pred leti, ko so prišli novi lastniki Julona kupovati staro traktorsko halo v Štorah, kjer zdaj obstaja proizvodnja Julona, mislim, da je 250 ljudi tam zaposlenih. Država je ta objekt prodajala in so me prišli vprašati samo 3 stvari. Koliko je nadomestilo, koliko je voda, pa kanalščina, pa kakva je cena smeti. In pa sem vprašal, zakaj jih to sploh zanima. So povedali, vse ostale stroške vemo, kakšni so, recimo plače, predpise in tak naprej. Ti stroški pa so spremenljivka in so odvisni od enega do drugega lokalnega okolja, so zelo različni. Kot že rečeno, mi poskušamo v čim večji meri biti za gospodarstvo ugodno poslovno okolje, imeti dobro infrastrukturo, tudi to je pomembno, ceste, mesto je Celje dobro locirano, tako v železnici, kot v avtocesti, intenzivno delamo, da bi se vendarle premaknili tudi na 3. razvojni osi, ki je v prometu v smeri sever-jug. Praktično celo mesto imamo z optično napeljavo, z optičnimi kabli opremljeni plinovodi, kanalizacija, vodovodi, urejeno, ravnanje z odpadki in mislim, da je Celje eno dobro gospodarsko okolje za uspešno podjetje. Hvala. Dajem besedo vam, mogoče je to kakšno vprašanje zdaj, recimo o zaupanju institucije ali osebni pogled, misel o upanju. Kakšen komentar? Če ne, gremo na naslednji sklop in sicer izbral sem sklop o korupciji, namreč vsakodnevno, in tudi seveda s tem mediji, vsakodnevno smo v Sloveniji priča žalostnim zgodbam o korupciji. Korupcija v latinščini pomeni pokvarjenost, pomeni zlorabo zaupanega položaja z namenom pridobiti nepošteno materialno ali nematerialno korist. Ob vseh bolj ali manj medijsko napihnjenih zgodbah v Sloveniji glede korupcije se upravičeno postavlja vprašanje, ali je res že vse, kar ljudje dojemajo in mediji za korupcijo, dejansko koruptivno dejanje. Pa zopet najprej sprašujem vas, gospod župan, kakšno je po vašem mnenju realno stanje glede korupcije v Sloveniji in kje so največje pasti morebitnega koruptivnega dejanja, ki seveda nima zaupanjem, je ravno nasprotno od zaupanja? No, jaz mislim, da kar se tiče razširjenosti pojava korupcije v tej Sloveniji vendarle malce pretiravamo. Verjetno se vsi spomnite ankete, ki je bila kakšnega pol leta nazaj narejena. Mislim, da med gospodarstveniki in politiki, neka evropska institucija je delala, kjer smo pristali na predzadnje mesto med 200 nekaj državami na svetu, tam nekje kot Somalija, pa
tiste najbolj koruptivne države. Po eni drugi analizi, ki jo dela Evropski statistični urad, je Slovenija, kar se tiče držav za korupcijo med boljšimi državami, v zgornji polovici evropskih držav. Kot ste sami rekli, je verjetno res problem, da je danes praktično že vse korupcija. Bom povedal en primer. Pred časom sem bral monografijo krajevne skupnosti Hudinja, kjer so pač ljudje opisovali različne dobre izkušnje iz preteklosti. No in tam je ena gospa povedala, kak lepe spomine ima na drugo gospo, ki je, ker je pač delala na stanovanjski skupnosti, pomagala priti do stanovanja. Hvala vredno dejanje, gospa je še danes hvaležna, je za to pohvala, ampak pomislite, v teh časih, če bi to naredil, je pa to kaznivo dejanje. Mariborski župan je bil na prvi stopnji obsojen, zato ker je direktorci predlagal naj da službeno stanovanje, ne ukazom, pa predlagal na 7 mesecev zapora, ne pogojno. Se pravi, ravnanja ljudi, ki so bila pred časom še družbeno sprejemljiva, tudi pozitivno sprejeta, smo jo zdaj v teh časih označili za korupcijo. Vse je pa nas korupcija. Ne? Velik problem je, se mi zdi, in čist napačen pristop, da tudi tisti odgovorni izpostavljeni ljudje iz protikorupcijske komisije zelo radi nastopajo v javnosti. Vse je bilo en čas skoraj, da si 2krat na dan videl predsednika, katerega najožjih sodelavcev, ko je nastopil na televiziji. Jaz se spominjam enega podobnega javnega uslužbenca ali funkcionarja, pred leti je bil to direktor republiške uprave, veterinarske uprave, se boste verjetno spomnili, on je tu zelo rad nastopil na televiziji, pa se je potem žalostno končal, oziroma nič kaj slavno. KPK kot organ, ki je zadolžen te države, da preprečuje korupcijo, bi verjetno moral več delati, pa manj nastopati. Sistem, ki ga imamo v tej državi za preprečevanje korupcije, je popolnoma neumen. Namreč temelji oziroma izhaja na principu samo ovadbe. Približno tako, kot če bi rekel, ukradem kolo, potem grem pa povedati na policijo, da sem ga ukradel. Zakaj to rečem? Vsak funkcionar in javni uslužbenci tudi, ne samo funkcionarji, se pravi, na lokalnem nivoju je to župan, vsi mestni svetniki, člani nadzornega odbora, vsi zaposleni, ki imajo karkoli upraviti z javnim naročanjem, morajo izpolnjevati neke obrazce in jih pošiljati tej komisiji. Ogromno število ljudi v tej državi, jaz si ne znam predstavljati, kakšen aparat je tam, ki vse to obdeluje. No, in ta obrazec pač izpolneš, včasih je tako nelogično, da jaz ga niti nisem znal prav izpolniti. Sem ga 2 leta narobe izpolnjeval, tam pri kreditih piše, koliko si vzel, koliko imaš kredita. Jaz sem skozi pisal enako cifro, ampak vsako leto bi mogel vprašati banko, koliko sem že odplačal in se mi zdaj kredit zmešuje, neka huda napaka. In jaz ne verjamem, da je možno na tak način, da zdaj ti obrazce gledaš, pa vsako leto primerjaš, da je nekdo sam sebe prijavil neki komisiji za koruptivno dejanje. Mislim, da pretiravamo in da tega ni toliko, da vendarle večina ljudi v javnem sektorju dela dobro in pošteno, da se trudijo služiti javnemu interesu. Jaz verjamem, da je tudi večina politikov takšnih. Politika je vendarle delo za ljudi, čeprav je res, in tudi jih poznam precej, ki so v politiki, ki skrbijo po domač povedano zgolj za lastno rit in nič drugega. Hvala. Zdaj, za nalaž karikiral pri vprašanju za gospoda Planinška, kmet nese koline zdravniku pa župniku, ali je to korupcija ali ni korupcija? Ali pa kuro v šolo. Ali pa kuro v šolo, ja. Ja, v šolo bi bila
župnikov pa ne, ker je bila včasih bira. Kaj pa recimo, gospod Benčina, korupcija v gospodarstvu? Morebitne pasti? Poglejte, v gospodarstvu je pravzaprav več ali manj, ste že kolega prej povedala dosti, da je v medijih in žal ponekod časih tudi zelo upravičeno. Smo seveda vsi direktori naprej ožigoseni kot, ne bom rekel ravno lopovi, ampak kot ljudje, ki jim nikoli ni dovolj, ki tako ogromno zaslužimo in da smo se vsi tudi zraven poleg tega skorumpirani. Vsi pozameš na tako delovno mesto, se moraš tudi soočiti s tem, da ti bodo ljudje na tak način govorili o tebi. Jaz moram tudi iz lastnih izkušenj pravzaprav povedati, da še moji lastni prijatelji niso ravno čisto pripričani, da ne dobim mesto še kaj pod mizo, ker pač upravljam s tako velikimi številkami in je seveda to težko dokazovati, zato se moraš sam pri sebi razčistiti s tem, ali te to moti, ali te to ne moti. Dejstvo je, da sploh tisti, ki delamo v internacionalnih okoljih, da delujemo za tujino, da so nekje navade drugačne, kot so pri nas, da je treba seveda te lokalne posebnosti zelo dobro poznati in pa seveda tudi upoštevati, zato da narediš na nek način tisto, kar je za podjetje najboljše. V veliki večini je seveda to vse legalno, ampak včasih se pa zgodi, da pa enostavno preko te meje ali ne greš in ne dobiš posla, ali pa greš pa prekršiš zakon in se potem moraš na nek način odločiti, kaj boš naredil. Jaz moram tako povedati, da bi lahko rekel, da koruptivnost raste od spodaj navzgor. Jaz sem v podjetju že 23 let, začel sem kot mlad inženir skozi različne faze sem šel do najvišjega položaja v podjetju in jaz moram povedati, da meni je bilo večkrat kakšna stvar ponujena, ko sem bil na nižjih položajih, kot pa zdaj, ko sem generalni direktor. Ne zato, ker sem si pač ustvaril sloves, da me ne morejo podkupiti, ampak tudi zaradi tega, ker so ljudje z majhnimi stvarmi želijo priti do določenega uspeha. Ker kaj je korupcija? Korupcija sama po definiciji je ta, da sem zaradi določenega dejanja nekoga spremenil svojo osnovno usmeritev, svojo osnovno odločitev. Zdaj, ali je korupcija to, da vzamem službo županov hči, ali je korupcija to, če vzamem, kot ste rekli, če mi prinese partner iz tujine viski, ki je vreden več kot 42 evrov. Ne vem, meni se to ne zdi korupcija. Je pa res, da so pa v mediji, pa seveda, veste, če bomo mi napisali v medijih, evo, Cinkarna je ustvarila nov proizvod, tako kot je prej župan povedal mi o otvoritvi Cera, ne bo o tem nihče pisal. Če bo pa direktor si je kupil nov Mercedes, direktor je dobil, ne vem, vodar, ne vem, slonove oke, kaj takega, se bo tem mediji vedno razpisali do nemoglosti. In seveda, ta negativizem, ki ga smo že danes omenjali v medijih, kreira javno mnenje in je potem težko spremeniti to zadevo, še posebej, ker se dokaže pa določenim ljudem izrazito koruptivno dejanje. Je pa res, da potem ni na osnovi posameznikov. Podobno je tudi posamezniki, posod so posamezniki, ki žal odstopajo v negativno stran od povprečja. Tako v podjetjih, med direktorji, tako v politiki, kot žal tudi v cerkvi. Skratka, mi pa na osnovi teh posameznih ekscesov seveda posplošujemo
splošno, da smo vsi direktorji skorumpirani, da je cerkev slaba institucija, da so politiki vrabe in ta negativizem je pravzaprav tisto, ki je v tem trenutku v Sloveniji še najbolj škodljiv. Obvladujejo ga pa mediji, po večini so to neizobraženi, senzacionalistični, mladi ljudje, ki jim kapital, govorim o verskem kapitalu, naroča ustvarjanje negativnih informacij, ker se te pač boljše prodajajo, kot pa dobra dela, ne vem, res je, neprijetno je to, z dobrimi deli se kao ne smeš hvaliti, ker naš misionar je Pedro Beka je rekel, kdor želi, kaj podari, kaj več kot hvala, tega daru raje ne da. Zato se o tem ne sme pisati. Ampak v negativnih stvarih pa zelo radi pišemo. Zakaj? Zakaj ima negativizem prednost pred pozitivnimi stvarmi? Meni zdi, da je to rak rana trenutnega splošnega stanja v slovenski družbi. Hvala. Ja, izvolite. Jaz osebno nisem prepričan, da se več časopisa proda zato, ker se tam piše črne pa slabe zgodbe. Jaz sem preprosto že, vse sem povedal, nehal brati časopise in gledati televizijo, gledal sam še tiste National Discovery, še moja partner, ko sem to navadil, včasih bil rada tretji program gledala, tam je pa sama politika. Če prideš malo slabe bolje, da bo malo depresivno, pa še ti zgledaš, imaš pa res totalno pokvarjen dan. In jaz verjamem, da bi pa ljudje radi tudi prebrali kako pozitivno zgodbo. Pa se vem, da Slovenci nismo tukaj drugačni od vseh ostalih drugje po svetu. Kar se korupcije tiče, bi pa rad sam še nekaj dodal, da si delamo medvedje uslugo. V stanju, ko je vse korupcija, ni nič več korupcija. Tako kot je Tomaž rekel, vsi direktori so ukvarjali, vsi politiki so ukvarjali, duhovščina tudi. Na koncu ljudje tudi reče, pa se vsi kradejo, bom pa še jaz. In je to slabo. Dejansko se tista prava korupcija, ki je družbeno škodljiva, skrije v tej poplavi vseh nekih dejanj, ki jih pravzaprav nihče ne dojema kot korupcijo. Bom povedal konkreten primer. Mestna občina Celje ne sme poslovati z medijsko hišo Novi tednik Radio Celje, ker tam brat moj direktor. V redu, imamo nobenih težav. Ko smo jih vprašali protikorupcijsko komisijo, kaj pa s časopisom, mi imamo vendar naročen nekaj izvodov, Dela, Dnevnika, Večera, Celjana, Novega tednika. Jaz sem rekel, tudi to ne. Časopisa mi ne smemo pri njih naročiti, laga v trafiki kupimo, če ga kupimo direkt pri njih, je to korupcija. Je pa res, da tista gospa se podpisala kot doktorica prava, napisala, da je to pa tak majhen prekršek, da ga oni itak ne bojo obravnavali. Jaz sem kaj tu ustavo, čeprav moji sodelavci jih je zelo me, so rekli, zdaj bi pa mi njej nazaj pisali, odkot pa in kje pa njej povlastilo, da ona odloča, kjer prekršek je tak velik, da ga bo komisija obravnavala, kjer pa ne. Je pa že ona na polju korupcije, ali pa nevestnega dela v službi. Jaz sem že enkrat na sodišče hodil tudi za nevestno delo v službi. Si sploh nisem znal predstavljati si funkcionar politični, kako ga sodišče odloča v nevestno delo političnega funkcionarja. Da je pa stanje takšno, pa tu niso krivi sam mediji. Jaz sem pred časom, mislim, da se je bolj mariborski zgodb, vse skupaj odvijal na televiziji, bil šokiran, frapiran in še kaj drugega in globoko razočaran nad izjavo, recimo, dekana Fakultete za varnostne vede v Ljubljani. To je šola, ki izobražuje bodoče kriminaliste. In ta dekan je izjavo na tisti okrogli mizi, ne vem, je bilo na nacionalki, na komercialki, da se je splošno znano, da največ korupcije pa na lokalnem nivoju. To reče dekan neke resne Fakultete za varnostne vede, to je pa sramota za tako institucijo, če že za njega osebno. Jaz ne vem, odkot mu je to, ampak veste, ko taki ljudje širijo, pa so seveda zelo priljubljeni, ker vedno isto komentirajo, kot recimo
kaj se en doktor Vlaj je zdaj naenkrat postal strokovnjak za lokalno samopravo, zdaj ko je debata, koliko občin je. Jaz ne vem, odkot je on strokovnjak, bil je tam na vladni službi za lokalno samopravo, poleg službe imel še toliko časa, da je doktorat naredil, cel kup bedarij v zakon lokalni samopravi, ki so njegovo delo, njegove ekipe, zdaj pa to strokovnjak za lokalno samopravo. Skozi komentira, ali pa drugi pa strokovnjak za korupcijo. In se potem ta kepa vali do tistih ljudi, ki, kot je rekel gospod Jože, premalo razmišljajo. A je to sploh res, je to sploh možno? Mi vse, kar preberemo, kar slišimo, kupimo zdravo zagotovo. Mogoče naše generacije več ne? Moja mama, ki je po 83 letu pa, ona je pa cel življenje navajala. Ja, vse je bilo v cajtnikih, pa je to res. Vse sem na televiziji videla. Pa je reče, mama, ne glej ti svet na kanalu A, ker tam z muhe slona naredijo pa že kaj gužila. Sam ne more iz tega. In ona pa temu vse verjame. In veliko Slovencev in Slovenke takšnih, ne? In pa dobimo take grafe, kot smo prej videli. Ja, izvolite. Jaz bi sem še to dodal, sem prej pozabil. Ali je korupcija, ne? Ko mi, kot gospodarska družba, sodelujemo z zunanjimi partnerji. Ali je korupcija, če dajemo mi prednost slovenskemu dobavitelju? Ali je korupcija, če mi dajemo prednost lokalnemu dobavitelju? Ker dejstvo je, da jaz, če imam pod enakimi pogoji, bom vedno raje izbral slovenskega ali pa celjskega, kot nemškega ali ljubljanskega. Žal. Mislim, da to ni korupcija, ampak je to prav, ampak po nekih normativih, ne? Če pa postavljaš nek tak nemerljiv kriterij, je pa to na nek način korupcija. Ko si med sabo pomagajo, ja, seveda se si moramo. Žal si Slovenci premalo. V tujini bodo pod neenakimi pogoji Nemci raje izbrali Nemca, Avstrijci raje Avstrijca. Pri nas pa Bog ne ve, da je slovenski. Sam da je tuj, pa je boljši. Mogoče tu kakšno vprašanje? Če ne, gremo na naslednji sklop, zopet se bomo zdaj vrnili malo v zaupanje v te ožje skupine, lokalne skupnosti, manjše skupine, kjer smo pa pripričani, da je zgodba drugačna. In če velja za te velike institucije, da jim ljudje ne zaupajo, se verjetno zgodba obrne v zaupanju na terenu. Zaupanje v lokalno skupnost in njene projekte, zaupanje v župnijo in njene skupine, zaupanje v posamezni izdelek, tovarne, posameznemu delavcu. Ker imajo ljudje priložnost biti soudeleženi in vključeni, je tudi stopnja zaupanja večja. Vprašanje za vse tri, kako pri svojem delu vključujete, gospod župan, občane, gospod Aninšek vernike in gospod Penčina kupce. Se njihov glas sliši in je uslišan. Kako prisluhnete terenu, da organizacija ne izgubi stika z realnostjo? Gospod Aninšek. Zdi se mi res to, kar smo zdaj že malo govorili, ne, da smo dejansko v enem takem obdobju, smo sami krivi, so mediji krivi, marsikaj še zraven, ne, kjer se neka negativna gmota recimo obrača, vrti in je nevarnost ene take kepe, ko bo dejansko vse tako črno pa težko izgledalo nad nami, da se nam bo zdelo, da je kar za obupati. Ampak tukaj pa ravno na tem, se mi zdi, lokalnem nivoju pa tisto, kjer najbolj lahko to spreminjamo. Lejte, že če gledamo medije, vidimo, da lokalni mediji pravzaprav niso tako temni, se pravi, nasprotno, marsikaj lepega, zanimivega lahko slišimo, v marsičem se na lokalnem nivoju lahko razveselimo medija. Ne? Te najbolj čudne stvari in glomazne prihajajo nekje z nekega vrha, kar je zame še bolj zastrašujoče. To pomeni, da je odzad verjetno kakšen dober scenarij. Gotovo, da stvari niso čisto
na pamet. Ne. In s tem seveda potem se vse omalovažuje, kolikokrat slišimo, ne, vsi politiki so pokvarjeni. In dejansko to ljudje so razmerno močno, kar mislimo in se treba včasih v roke vzeti, pa si reči, da pravzaprav moramo malo globlje razmišljati. Smo vratno tako zelo hecno primerjavo, ampak dejansko premalo povezujemo mi izkušnje svojega življenja z javnim življenjem. Ne. Če so vsi politiki pokvarjeni, potem je pokvarjena tudi moja mama. Ker mati v družini pa gospodinja je daleč največji politik. Mora voziti med otroci, med tečnim decom in se ga včasih napije, ali pa ima občutek, da komandira, čeprav ona, njemu mora pa ostajati občutek, da komandira, vse to zmore. In to je politika. Mislim, kukar hecno se sliši, pa vendarle vemo, da v življenju pravzaprav drugače ne morem voziti, ne? Ampak seveda z nekimi drugimi osnovami. In enako velja tudi za cerkev. Cerkev je pokvarjena. Zdaj, kot sem prej rekel, kaj je cerkev? Je pravzaprav ni. Ne? Se pravi, vsakdo izmed nas je cerkev, ki je krščen, duhovniki so pokvarjeni, ja, eden ali drugi. Se mi zdi, da na lokalnem nivoju pa še vendarle, če bi gledali to statistiko, bi bilo recimo vprašanje, ne vem, zaupate svojemu župniku. Mislim, da bi bil tukaj rezultat popolnoma drugačen. Pri tistih 60% negativnega in 15% pozitivnega. Mislim, da je veliko večje zaupanje vseh, tudi v konkretne ljudi. Je že res, da se to zaupanje marsikje lahko tudi izniči, ne? In se marsikdaj, ampak v mnogih primerih je pa ogromno takega pristnega, žlahtnega odnosa, tega se pa dostikrat potem ne pripoveduje. Čeprav je pravzaprav boljše, da se ne, ker je treba tudi to upoštevati, ne? Da dobro v bistvu je samo v sebi suvereno in če je razopito, že ni več dobro. Se potrjuje z razopitostjo, dobro pa ne potrebuje tega. Ne? Slabo pa živi samo iz razopitosti, sicer nima pravice obstoja. Ne? To je treba vedno nekako vzeti v zakup in če spomnim na zdaj že žal pokojnega našega gospoda Zdešarja, ki smo ga predvčeraj še pokopali, on je vedno znova prišel s kakšnim časopisom, simpatičen župnik, simpatičen škof, to no dobro. In res je tako, ne, se pravi, pa se dostikrat potem tudi izkaže, da to pravzaprav ni v redu. Naši trezni odnosi so, ne, in tukaj se mi zdi, da nam manjka stvari. Ne. Mi ne ločujemo v našem prostoru med spoštovanjem in razumevanjem. Če se ne razumemo, se takoj tudi nehamo spoštovati. Ampak to sta dve bistveno različni stvari in se lahko kregamo, se lahko konfrontiramo, imamo različne mnenje in neko okolje, lokalne skupnosti, recimo tudi cerkev kot duhovnik v razmerju do ljudi, se pravzaprav mora konfrontirati. Se duhovnik pa ne oznanja v nekem kraju stvari, kjer bi mu ljudje ploskali. In enostavno ne gre brez tega. Ampak mora biti pa obojestransko tudi dovoljšnja mera spoštovanja. In to je tisto, kar se pri nas meša, oziroma kar se pri nas kar poenotilo. In tudi v družini je verjetno isto, se družina ne more drugače funkcionirati kot na spoštovanju. Ne? Če se otroci pa starši kar razumejo jezenje, ali pa drugi nekaj narobe, saj ne preneumni za svoje leto, pa drugi preodrasli za svoje leto. Mora biti vojska, ampak po drugi strani pa globoko spoštovanje. Gospod Župan, kako je pa kaj s to vojsko v mestni občini do občani, zaupanje?
Jaz moram reči, da se zelo strinjam z gospodom Planinškom, da je ta stopnja zaupanja pa nezaupanja zelo pomembno, tako kot sem že prej rekel, ali to gradiš na lastni izkušnji ali pa na neki posredni informaciji. In bolj, ko se spustimo na nek mikronivo, ali to župnija, lokalna skupnost, ker so vendarle odnosi bolj osebni, se poznamo, živimo v nekem okolju, vsakodnevno prihajamo v stik, si ljudje ustvarjajo izkušnjo in svoje mnenje na podlagi, ljudje ustvarjajo mnenje na podlagi lastne izkušnje. Tudi danes smo se zelo veliko okoli medijev vrteli, res je, tudi na lokalnem nivoju mediji dosti bolj korektno poročajo in tudi več pozitivnih zgodb je. Vse se mi zdi tudi logično. Ljudje, ki poznajo stvari, jih ne moreš dati v mediju prepričevati, da je nekaj črno, če vidijo, da je belo. Tu bi pač izgubili tudi stopnjo zaupanja v takšni mediji še veliko bolj. Kar se tiče zaupanja občank in občanov do lokalne skupnosti, če zdaj gledamo lokalno skupnost, župana, mestni svet, to občinsko pravo, mislim, da vendarle obstaja visoka stopnja zaupanja, ta se na nek način prezentira v vsakokratnih volitvah. Hkrati pa, čeprav jaz mogoče nisem najbolj primeren, da to ocenjujem, ampak vendarle vidim na različnih pozitivnih odzivih, ki jih doživim, grem po mestu, grem kam drugam. Ljudje so pozitivno naravnani do sprememb, ki so se v mestu zgodile. Hkrati jih tudi mi poskušamo čim bolj animirati, da sodelujejo pri sprejemanju odločitev. Mi smo, kot veste, že po kakšnih 7-8 let od tega prvi uvedli na tako interaktivno storitev servis 48 ur, ker imajo občanke in občani na eni strani možnost, da kaj pohvalijo, kaj pograjajo, vprašajo kakšni zadevi, tudi kaj predlagajo. Ravno v teh dneh se odločamo, da bomo to storitev še malce nadgradili. Tudi vse velike projekte, ki se jih lotevamo, jih poskušamo čim več javno predebatirati, kar bi temu rekel. Mislim, za tiste javne razgraditve pri sprejemanju prostorskih aktov, ki so včasih same sebi namen, malo ljudi pride, če to pride. Ampak tako pri urejanju starega mestnega jedra, tako pri poplavnih ukrepih, če se zdaj postavim pri dveh, ki se trenutno izvajata, smo imeli celo vrsto javnih predstavitev, poslušali strokovna mnenja, laična mnenja. Skratka, želeli smo si, da ljudje povedo, kaj si želijo, kako si one predstavljajo, da bi moralo biti kaj urejeno, da to poskušamo potem tudi vključiti tak projekt preko neke naloge projektantov. To se mi zdi pravi način, ker če ljudje imajo ta občutek, ne samo občutek, ampak da tudi dejansko vidijo, da lahko nekaj sooblikujejo, nekaj prispevajo k razvoju, k ureditvi nekega okolja, k napredku lokalne skupnosti, potem pozitivno razmišljajo. Čisto enako velja tudi za mestne svetnike. Jaz jih nikoli ne delim, vi ste opozicija, vi ste koalicija, ker čim nekoga postaviš v vlogo opozicije, mu daš nek negativni preznak in bo pač gledal, da tišči palce v kolesje. Jaz uživam, kadar imamo vse mestnega sveta. Svetniki so pozitivno naravnani in razpravljajo v duhu iskanja najboljših možnih rešitev. Jaz se v 15 letih ne spomnim ene politične zdrahe, ki bi jo imel v mestnem svetu. Za razliko od mnogih drugih, kar soseščini, kot je bil primer v Žalcu, vem, da so se ogromno kregali še kje druge. Skratka, stopnjo zaupanja gradimo tudi na tem, da smo zelo odprti, nimamo nobene skrivnosti. Tudi sicer zakonodaja je takšna, da 10-15 ljudi na občini se dnevno ukvarjajo z pisanjem odgovorov na vprašanja novinarjev, občanov, KPK-ja, informacijske pooblaščenke, različnih inšpektorjev, včasih tudi kriminalistov ali še koga. Ne boste verjeli, pa svetniška vprašanja, pa še kaj. Ogromno je tega in mi smo odprti, imamo čim več stvari, smo poskušali dati na splet, tako da
ne bi imel občutka, da karkoli skrivamo, hkrati pa smo odprti tudi v nasprotni smeri, kot že rečeno, da občanke in občani pridejo s predlogi in da poskušamo te predloge tudi uresničiti. Hvala. Kaj je pa za vas kupec? Ja, vsako podjetje je seveda kupec in njegove želje, njegove potrebe, zadovolitev njegovih potreb. Kraven, če nima zadovoljnega kupca, se navrne k tebi. Mi smo sicer orientirani na prodajo industrijskim podjetjem, se pravi, nimamo toliko proizvodov končne potrošnje, a vendar lahko rečem, glede na to, da je Cinkarna obstala tudi v najboljših časih, ko je podolo gospodarstvo veliko propadlo, tudi v naši neposredni okoliščini, jaz mislim, da je bila usmeritev vedno pravilna, torej obrnjena k potrebam kupcev. Morda bi kakšno besedo rekel tudi o medsebojnem zaupanju z vsemi deležniki v podjetju, se pravi, niso samo kupci na eni strani, ampak so to seveda tudi na drugi strani dobavitelji, da so na tretji strani lastniki, zaposleni in med vsemi tem imaš najti nek pameten kompromis, ko vodiš podjetje. Zdaj, še posebej se mi zdi pomembno, da je naša javnost v podjetju so predvsem zaposleni in sodelovanje z njimi. Podobno kot je strategija občine, da obvešča zaposlene, tudi mi v veliki meri obveščamo zaposlene, morda bolj, kot smo to v preteklosti. Zato tudi mi sicer se morali vprašati zaposlene, koliko zaupajo upravi, ki vodi podjetje, pa vendar ne mislim, da smo vzpostavili en tak medsebojno sodelovanje, zaupanje, da nekih velikih tej nimamo. Čeprav je res, da seveda zaposleni bi seveda radi imeli še kaj več, ne samo denarja, ampak še kaj drugega tudi. In da seveda moraš tudi najti tu nek kompromis med možnim pa želenjem. Hotel sem pa to povedati, da takrat, ko pride do kakšnih težav v podjetju, ko pride do težav na trgu, mi imamo zelo fluktuirajoče se prodajo in ali pa recimo ob novici, da se bo podjetje prodalo, takrat je pravzaprav važno, da je stopnja zaupanja med vsemi deležniki relativno velika, ker takrat, ko je vse v redu, se pravzaprav kaj veliko ne sekiraš. Ampak takrat, ko pa nastopijo težave, takrat pa se mi zdi ta stopnja zaupanja med posameznimi strukturami v podjetju zelo pomembna. Hvala. Pa še sklepno vprašanje, kje vidite svojo organizacijo, lokalno skupnost, podjetje čez 5-10 let? Gospod Premišek, kje vidite cerkev, slovensko cerkev? Če ne smo čez 5 let? No, ne glede na to, kakšno je danes, recimo, tako stanje, ki pa mislim, da ni tako, kot je prikazano, oziroma sem kar prepričan, da ni tako, ker se ga marsikdaj tudi enostavno bojimo, pa stopa pred nas še kot lahko sovražnik. Meni je nekaj nekako tistega, kar mi zelo daje pogum. Se pravi, ravno upanje. V ljudeh je veliko več upanja, kot si predstavljamo. Žal se včasih nekako klavrno obnašamo v tem in to upanje ne znamo buditi, ali pa si ga ne upamo buditi. V ljudeh je veliko več pripravljenosti za dobro, tudi za prostovoljstvo, za sodelovanje. Morda nam manjka korajže, da bi to prebujali. Se pravi, tisto, kar prebuja negativno, je veliko močnejše od onega, kar prebuja pozitivno. In če bomo
zdravljeni in bomo prebujali pozitivno, bo šlo naprej. Ker ima pa tisto, kar je za pozitivno prebujene, veliko večjo kondicijo, kot pa ono, kar prebuja negativno. Veste, ljudje, ki delajo zdravo, ki iščejo svoje lastne interese in podobno, pravzaprav niso pridni, so lenuhi in hočejo na nek tak način priti do stvari in tam ni kondicije, bodo slejko prej umagali. Ono, kar je pa plemenito, je pa tudi pridno, je vztrajno, je potrpežljivo, tako da mi smo obsojeni na prihodnost. Hvala. Gospod župan, sklepna misel, Celje čez 5 let. Ja, napovedovanje prihodnosti je zelo kočljivo. Jaz mislim, da bo Celje tudi v prihodnih, čez 5 let in še več, lepo, sodobno, lepo urejeno mesto, ki seveda ne bo brez problemov izkušnje v življenju, ali zasebnem, ali poklicnem, te naučijo, da ko rešiš en problem, se kmalu pojavita dva nova. Bi rekel, hvala Bogu, se ne nazadnje naše službe so to, da rešujemo probleme. Se pa strinjam s tem, da smo Slovenci preveč črnogledi, da imamo vendarle kljub vsemu veliko razlogov za optimizem. Če pogledamo, kakšen je naš bruto domači produkt, živimo po tej logiki boljše kot 2/3 preostalega sveta. 2 milijona Slovencev naredi več ali pa približno toliko kot 4,2 milijona Hrvatov. Ne smemo pozabiti, da smo še nedolgo tega, da ste 25 let v zgodovini kratka doba živeli v skupni državi, kjer smo živeli približno enak standard, mi mogoče malo boljšega kot Hrvati in Srbi in vsi ostali, da so danes te razlike zelo velike, kar se tiče standarda. Kar se tiče zadovoljstva, pa tudi, ampak v našo škodo. Jaz grem dostikrat v te sploh države, ki so nastale na področju bivše Jugoslavije, Celje sodeluje z mesti iz praktično vseh držav in vam povem, ljudje živijo bolj skromno, pa veliko bolj zadovoljno. Jaz sem po izobrazbi pravnik in sem že nekajkrat izzival ekonomiste, da mi naj povedo, zakaj je takoj kriza, če bruto domači produkt ne raste vsako leto na 2-3%. Zakaj pa, če je 0, zakaj to ni vredo? Imamo neko stopnjo standarda, smo recimo s tem zadovoljni, ampak ne, bruto domači produkt mora skozi rasti drugače kriza. Verjetno je kriza lahko tudi priložnost, da se vprašamo, kakšne so naše pričakovanje, od čega je odvisna naša osebna sreča, ali so res zgolj materialne dobrine tiste, ki nam bodo prinesli neko srečo, ali res rabimo vse tisto, za čemer se vsakodnevno pehamo, tudi veliko delamo, če to sploh potrebujemo. Verjetno je človeštvo v zadnjih 50 letih naredilo nekaj korakov slepe ulice. Tudi če pogledate zgodovino, ki je, pravimo, ena izmed boljših učiteljic, nikoli v zgodovini ljudje niso metali stran neponošenih oblek. To delamo zadnjih 50 let, zato ker je moda takšna. Se jaz jih rečem, jaz jih malo se zlagam. Ti sem že omara premajna. Se mi srce trga, ko gledam kakšno obleko, neponošeno, ni pa več v modi, pa si pa mislim, zato je treba tukaj delati, namesto da bi tisti čas posvetil sebi, družini in še komu. Skratka, Slovenci smo lahko optimistični, bodimo malo bolj optimistični, ostanimo še naprej solidarni do tistih, ki potrebujejo našo pomoč. V vsaki družbi je pač en procent populacije, ki se preprosto ne znajde, ki je, jaz pravim temu včasih, sama sebe največji sovražnik. Tem ljudem je treba pomagati in ni razloga, da ne bi z optimizmom zrli v prihodnost, ali bo ta čez 5 ali pa čez 10 let, mislim, da se nam ne obeta nič hudega. Hvala.
Konvenčina. Ja, če sta moja predhodnika imela določene težave z napovedovanjem prihodnosti, pa vodita institucije, ki so že več kot 1000 in več let stare, Cinkarne bistveno mlajša, čeprav kot firma obstoja monetu že 140 let. Jaz sem rekel tako, Cinkarna bo ostala v Celju. Od mnogo faktorjev bo odvisno, kaj bo pravzaprav s tem podjetjem. Ne samo ni samo odvisno od nas zaposlenih, niti ne od tistih, ki vodimo podjetje, ampak je odvisno tudi od drugih dejavnikov, tako lastnikov, kot tudi ne nazadnje krajanov, Celjanov. Jaz verjamem, da Cinkarna bo čez 5 let še bolj moderna, še bolj sprejemljiva za lokalno okolje in verjamem, da če bo le možno, bo vodila eno tako politiko, ki bo prijazna do vseh deležnikov. In sem tudi zmerni optimist, kar se tiče razvoja dogodkov. Mnogo mladih ljudi imamo, mnogo mladega znanja, ki kar kipi od njih. In če jim bomo dali priložnost, jaz verjamem, da bomo najdli modus vivendi še za nadaljnjih vsaj 140